učenci. Dobro jutro, učiteljica. Zadnji dan pouka je, ste ga že težko čakali? Ja, sploh ne morem verjeti, da je že konec. Toliko vsega se nam je dogajalo letos, da je minilo 1, 2, 3. Tudi meni se tako zdi. Vam še vedno odzvanja v ušesih zvok melodije, ki smo jo ravno kar poslušali? Ja. To je bila namreč Prešernova Zdravljica, ki jo je uglasbil Stanko Premrl. Pred 30 leti je bilo v uradnem listu zapisano, da bo 7. hitica Prešernove Zdravljice predstavljala novo, samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Se res, sem se pa zdaj nekaj spomnil. Slovenija se je pred 30 leti osamosvojila in takrat postala samostojna država. Tako da ja, letos praznujemo 30. rojstni dan, ura teče, nič ne reče. To, da naša država praznuje 30 let samostojnosti, pa ni edini jubilej v tem letu 2021. Poleg tega je leto posvečeno Josipu Jušiću, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, ter skladatelju in slavniku Josipu Jušiću Ipavcu, ki je slovensko glasbeno dediščino obogatil s prvim slovenskim baletom Božiček in opereto Princesa Vrtoglavka. Pred rojstnim dnem naše države in na svečanem zaključku šolskega leta pa se spodobi, da k besedi povabimo tudi direktorja Ciriusa Kamnik, gospoda Gorana Pavliča. Ja. Cenjeni župan občine Kamnik, gospod Matej Slapar, dragi otroci, mladostniki, mame, očetje in skrbniki, sodelavke in sodelavci. Zaključek pouka je vedno še posebej slovesen zaradi dneva državnosti, ki ga bomo praznovali jutri. Vem, da vsi veste, da je 25. junija 1991 Slovenija postala neodvisna država, a letos gre za poseben jubilej, saj ponosno praznujemo okroglo 30. obletnico samostojnosti. Zaključujemo res neverjetno šolsko leto, ki si ga bomo vsi zapomnili po epidemiji in zaprtju našega centra, prebolevanju bolezni COVID-19, izoliranosti, psihičnih naporih, osebnih stiskah, odrekanju, socialni distanci, osamljenosti, negotovosti. K sreči smo to prebrodili in je vse to že za nami. Tudi v tem šolskem letu sem, dragi otroci in mladostniki, redno spremljal vaše delo in rezultate in resnično sem ponosen na prizadevnost, delavnost in napor, ki ste ga namenili za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Seveda pa so na vas ponosni tudi moji sodelavci in vaši starši. Dragi sodelavci, v tem turbulentnem šolskem letu smo brezhibno opravili z vsemi nalogami, še posebej z nalogami v zvezi s preprečevanjem okužb s COVID-19, zato se vam od srca zahvaljujem za odlično opravljeno delo. In na koncu vsem želim seveda brezskrbne in razigrane počitniške dni in da se dobre volje, polne energije in z veliko zanimivih dogodivščin zopet vidimo septembra. Srečno! Sedaj besedo predajamo še županu občine Kamnik, gospodu Mateju Slaparju. Spoštovane učenke in učenci, dijakinje in dijaki, spoštovani mentori, starši, učiteljce, učitelji, profesorice, profesorji, spremljevalci, spoštovano vodstvo Zavoda Cirius in vsi ostali gledalci, en lep pozdrav strani občine Kamnik. Zdaj, za nami je eno izjemno šolsko leto. Tazga mi ne pomnimo, da bi bil kadarkoli v zgodovini. Leto epidemije COVID-19, ki je zaznamovala tudi učni proces in delo ter vzgojo in izobraževanje v vašem zavodu. Sprva se je situacija zdela zelo kompleksna, zelo težka in skorajda nemogoča za izpeljavo. Pa vendar ste v pomoči mentorc, mentorjev, svetovalcev, spremljevalcev, učiteljc, učiteljev in tudi vodstva šole tudi to leto dejansko zelo dobro prebrodili in dejansko odnesli tudi marsikaj od tega leta. Naučili ste se marsikaj novega.
tudi osvojili nove tehnike, digitalne platforme, Zoom, Teamsi in vse zgodbe so vam postale kar domače. Navezali ste tudi pristnejše stike s svojimi domačimi, pa vendar tistega učnega procesa, ki je bil v veljavi prej, ni bilo. In jaz si želim, da dejansko to leto ne bo pustilo preveč posledic in sem prepričan, da dejansko zato, ker ste zmogli to leto, boste zmogli tudi še marsikaj drugega. Želim vam, da v počitnice vstopite v zaslužene počitnice s praznimi glavami in da dejansko se sprostite sedaj, ko bo konec šolskega leta. Skratka, iskrene čestitke za to, da ste to izjemno leto prebrodili. Vse dobro v počitnicah in verjamem, da se potem z novim šolskim letom zopet vidimo. Obenem bi pa izkoristil še priložnost in vam vsem skupaj iskreno čestitev ob prihajajočem dnevu državnosti, 25. juniju, 30. obletnici naše države, samostojne Slovenije, in to je razlog za veselje in praznovanje, kajti marsikaj smo dosegli skupaj v teh 30 letih in verjamem, da bomo skupaj še marsikaj. Skratka, iskrene čestitke ob dnevu državnosti in iskrene čestitke za to, da ste tako uspešno in pogumno prebrodili to leto COVID krize. Hvala in vse dobro. Hvala obema, da sta z nami delila svoje misli. Najlepše sonce sije, ko prebudi nas, prijazno nas pozdravi in vam povabi. Pogledamo skozi okno, malce zvedavo, kar stekli bi veselo na rozno travo. Danes smo srečni, ker je lep sončen dan in pojemo do vse doli. Naredili smo mehurčke, mavrično rumene, veter jih bo nosil s sabo in jih spuščal v travo. Drogi pisani mehurčki sedajo na veje, plešejo in se lovijo, letajo v nebo in počijo. Naredili smo mehurčke, mavrično rumene, veter jih bo nosil s sabo in jih spuščal v travo. Drogi pisani mehurčki sedajo na veje, plešejo in se lovijo, letajo v nebo in počijo. Najlepše sonce sije, ko prebudi nas, prijazno nas pozdravi in vam povabi. Danes smo srečni, ker je lep sončen dan in pojemo do vse doli. Naredili smo mehurčke, mavrično rumene, veter jih bo nosil s sabo in jih spuščal v travo. Drogi pisani mehurčki sedajo na veje, plešejo in se lovijo, letajo v nebo in počijo. Naredili smo mehurčke, mavrično rumene, veter jih bo nosil s sabo in jih spuščal v travo. Drogi pisani mehurčki sedajo na veje, plešejo in se lovijo, letajo v nebo in počijo. Ampak nekaj pa mi ni še vedno ni jasno. Zadnjič sem pri poročilih slišal besedo domovina. Kaj pa je sploh domovina? To tudi mene zanima in morda bi zato povprašali naše učence, kaj pa oni mislijo, kaj za njih pomeni domovina. Zame je to hiša, rad imam hišo, rad imam brata. Moja domovina je Slovenija. V njej sem se rodila in zaživela svoje lepo, a hkrati težko življenje. Moja domovina je kljub majhnosti zelo velika in čarobna. V domovini se počutim varno. Tu se izobražujem. V domačem kraju sem naredila osnovno šolo. Nato sem se vpisala v Sirius Kalnik, kjer hodim v srednješolski program administrator. Vesela sem,
da imam domovino in je ne bi dala za nič na svetu. Slovenija je lepa dežela in trenutno tudi moja domovina. Sporazumevamo se v slovenskem jeziku, ki se mi zdi čudovit. Zanj so se ljudje morali boriti. V naši državi je samoumevno, da odpremo pipo in nam priteče pitna voda. Lahko se gibamo svobodno in brez omejitev. Imamo volilno pravico, pravico do šolanja in izobrazbe ter zdravstveno oskrbo. Domovina je tam, kjer živimo, kjer se igramo, učimo, gledamo TV, igramo igrice in se tuširamo. Za domovino moramo skrbeti kot za svoj dom. Je zelo lepa, imamo tudi morje. Moja domovina je v Kranju, kjer živim, domovina imam rada, tam se zabavam. Domovina je moj dom, v Kranju, tam je lepo. Domovina je tam, kjer živim, to je moja hiša. V domovini imam čudovite poglede na Kamniško-Savinjske Alpe, prelepo naravo, travnike in gozdove. Navdušujejo me Kamniška Bistrica, ki teče skozi mesto Kamnik. Všeč so mi barve Slovenije. V njej se počutim umirjeno, sproščeno in svobodno. Kaj je tam, kjer si doma? Domovina. Tako. Kaj pa počneš v svoji domovini? Kje živim, hodim na sprehode in se pogovarjam. Kako pa izgleda tvoja domovina? Tam je vse ravno, rase gozdovi in pšenica, koruza, ajde in prostor. A imaš rad svoj kraj? Ja, rad ga imam in moj kraj je navdušujoč. Kaj pa moramo početi s svojim krajem, kjer smo se rodili? Moramo ga spoštovati in ljubiti. Ko nekdo reče besedo domovina, pomisli na dom in na domovino smo navezani. Je tudi zelo lepa. Imamo veliko gozdov, živali, rastlin, hribov in hiš. Kjer smo se rodili, kjer živimo in kjer živimo. Zdaj nismo se vsi rodili v Sloveniji in nismo vsi živeli v Sloveniji od rojstva. Meni domovina pomeni rodni kraj, rodna država. Svojo domovino moramo imeti radi, ne glede na to, kje je naša domovina, bi na njo morali biti ponosni. Draga domovina, ti moja domovina, prelepa in krasna. Gore, polja, jezera in doline. V tebi najdem mir, veselje, srečo in hrepenenje. Želim si, da ne bi bilo prepirov. Ohrani vse tako, kot je. Bodi v koraku s časom in ostani tradicionalno. Hvala za vse, kar nam nudiš.
Love is all you need, love is all you need, love is all you need. All you need is love and understanding. Ring the bell and let the people know. We're so happy and we're celebrating. Let your feelings show. Love is all you need, love is all you need, love is all you need. Love is all you need, love is all you need, love is all you need. Love is all you need, love is all you need, love is all you need. Love is all you need, love is all you need, love is all you need. Love is all, love is all, love is all, love is all, love is all. Vsak posameznik lahko prispeva s svojim delom, da glas domovine ponese v svet. K temu prispevamo tudi z uspehi, ki jih dosežemo v času šolanja. Nekateri se še posebej izkazali in bodo zato prejeli posebna priznanja. Prav res, to so odlikovanja Cirius Kamnika. Odlikovanje Cirius Kamnik za šolsko leto 2020-2021 prejme učenka 9. razreda Klavdija Kobal, in sicer za izjemno uspešnost na intelektualnem področju, kajti v vseh letih šolanja je učenka svoje znanje potrjevala z odličnimi ocenami, je dobitnica številnih priznanj iz slovenske in angleške bralne značke. In za izjemen odnos in delovanje pri premagovanju osebnih ovir in okoliščin. Učenka je namreč samostojna, samoiniciativna in odgovorna. Pogumno premaguje vse ovire in s svojim zgledom kaže pozitiven odnos do življenja. Odlikovanje Cirius Kamnik za šolsko leto 2020-2021 prejme Ajda Sofrič, dijakinja 4. letnika ekonomski tehnik PTI, in sicer za izjemno uspešnost na intelektualnem področju. V vseh letih šolanja je dijakinja svoje znanje potrjevala z odličnim uspehom, je dobitnica številnih priznanj tako na ravni razredne skupnosti, celega zavoda, kot širše na državni ravni. In za izjemno uspešnost na kulturno-umetniškem področju. Dijakinja je aktivna v Komisiji za kulturo in zabavo, sodeluje na proslavah, dosega opazne uspehe pri literarnem ustvarjanju, je dobitnica nagrade na Prešernovem natečaju, ki ga organizira srednja šola. Vsega lepega je enkrat konec. Ja, vse ima svoj konec, ampak ne pozabite, vsak konec pomeni nov začetek. In ta zadnja pesem naj pomeni uvod v začetek dolgih, lepih in brezskrbnih počitnic. Imejte se lepo, spočite se in maksimalno uživajte. Se vidimo naslednje leto v novem začetku. Kakšno jutro, vsi brenčijo, vsi hitijo, vsi zgubljeni so nekje, a v meni žarek sonca.
ga tudi temna noč ne dohiti. Moja usta se hladijo, na nevihta glavo sem pripravila. Moje roke se toplijo, z njimi ti bom slabe misli zdravila, slabe misli zdravila. Sto glasov v meni poje, me zazivaš sanje svoje, mehko, mehko. Sto glasov v meni poje, me zazivaš sanje svoje, mehko, mehko. Kakšno jutro vsi brenčijo, vsi hitijo, vsi zgubljeni so nekje. Zaustavit se bojijo, jaz pa zopet našla svoje sem srce, našla svoje sem srce. Sto glasov